To so kakšne bolj poceni karte, ko jih potem lahko kupiš za tega, ker si turist? Kupite si JR Pass. JR Pass je pas, ki ga imaš JR lahko... Pass. JR. JR je pač Japanese Railway Ja. Pass, ne. Japanese Rail Pass, ki Junior je... Pass. Ja, kaj. JR. A to je Sujka tudi lahko gor daš, right? Ali je posebna kartica za JR Pass? Posebej, imam posebej Sujko. Zdaj tudi mesečna Sujka za turiste, ki ni treba, da nekaj plačaš za njo, dobiš za ston, ampak moraš pač denar gor. Ja, of course. Pokažeš, greš do mašince, pokažeš ta potni list, ki ni japonski in poti, da pač ta, ki ti doje 29 dni, sem če ne porabiš do konca, denar, ki ti gor ostane, ti bo zginul. So, I did a oopsie daisy. Mislim, da mi je gor ostane 1000 ali pa 2000 jenov in jih nisem mogel zapraviti na vending machine, ker ni delala tista Sujka na vending machine for some reason. Unlike the normal Sujka. So I just wasted. Ja, da velikrat vending machine, ampak na splošno mašini, ko greš v convenience storih, imaš velikrat te mašine, s katerimi lahko recimo plačaš račune in podobno, ne? In da nehajo delati konstantno, da se to dogaja. Sujka... Ne vem, Ja. zakaj mi ni delal. Ampak ja, JR Pass basically je, če si kupaš, imaš, če hočeš iti za Shinkansenom, se ti zelo splača. Okay. Zato, ker Shinkansen je expensive as shit. Pač je hiter, ampak ena karta je lahko minimalno 100 evrov, a ne? Wow. So like, če imaš JR Pass, plačaš 200 do 300 evrov naprej za 2 tedna in potem greš lahko s Shinkansenom, kolikor hočeš. Wow. Tudi če imaš preveč denarja, si ga lahko nazaj dol vzameš, sem slišal. Vsaj za te Sujke, pasmo, ampak JR Pass je samo za JR Railway system. Yes. Ja. Tako da, ko greš izven Tokija ali pa izven regije Tokija, moraš res paziti, zato ker potem v vsaki regiji imajo neko svojo stvar in jaz svoje Tokio Sujka, na primer v Osaki, nisem mogla uporabiti. In zato sem tam dnevno karto vzela, zato da sem šla čez Osako. Ali pa, ko sem šla do Kagave, tudi nisem mogla Sujke uporabiti, zato ker je drugačen sistem in rabiš drugo karto. Pač je tako kot kle, ne moreš LPP Urbane uporabiti v Kranju. Ja, ok. Ali pa v Kopru. Razumljivo. That's the point of Sujka. Sujka je tako kot LPP kartica, Res sem Urbana. mislil, da je to tako nationwide kartica, ki jo lahko uporabiš kjerkoli. Torej sem Tokio. Sujka je samo regija Tokija, pa mogoče tako okolica kakšna. Pač vseh teh, koliko jih je, 29 delov tega Tokija. Ja, ne samo to, mislim, da je še ene par krajev, kjer imajo Sujko, ampak moš na internetu pogledati, kaj hočeš potovati. Poglej, kje je Sujka, kje je pasmo, kje je Iruka. Kagava Iruka. Obstaja karkoli, kjer bi bilo pač dejansko državno, ali moraš za vsako mesto kupovati dejansko novo kartico? Zato, če si turist, imaš dnevne karte, ki so dosti poceni. Je tako 700 jena, pa greš lahko po celi Osaki za en dan. Kar je zdaj €1 literally, ker je jen padel na nič. Ja, basically, pač je kar cool, se da, imaš fajn, ni tako, Ljubljana, ki nima dnevne karte za turiste in nima papirnatih kart, ker jaz hočem svoje frende vleči naokoli iz Amerike in Slovaške. I'm looking at your camera. Mogoče bi rad sem razložil, zakaj si recimo toliko vključena v japonsko kulturo, ker pač itak prihajaš, si rekla, iz te multikulturne družine, ne? Tvoja mamina stran prihaja iz Trsta, če sem prav razumel. Trst je naš. Nona je iz Trsta, ne? In mama se je rodila v Trstu potem. Ja? In oče je, smo že rekli, iz prefekture Kagawa na Škokuju. Koliko je v bistvu ta del, očetov del, pa mamin del vplival na tvoj razvoj in ja, kako si se potem transportirala? Ti si bila rojena v Sloveniji, potem si živela nekaj časa na Japonskem. Pa smo ugotovili. V Ljubljani? V Ljubljani sem rojena, ja, in